Koalicijo na osnovi te koalicijske pogodbe, mnoge pomembne stvari so zapisane in te ne moremo kar tako spreminjati čez noč, brez da bi vedeli zakaj. Ne moremo razumeti, da bi šli recimo tako, kot je bilo v gradbenem sektorju, podpišemo pogodbo za nizko ceno, potem pa za aneksi dopolnjujemo to. Še posebej pa ne način, da bomo zdaj koalicijsko pogodbo spreminjali na način medijskega pritiska. To pač tako ne gre in ne more biti. In, gledajte, Slovenska ljudska stranka je zato, da se banke prodajo. Da se prodajo. Čim prej, tem bolje. Se ne vem, zakaj je zdaj taka žolčna razprava, tako dramatiziranje. Jaz mislim, da je to pomemben korak. Seveda pa pred tem se mora zgoditi še kakšen korak, ki ga moramo opraviti, ki ga moramo skupaj opraviti. Rešiti referendum, ustanoviti slabo banko, prenesti slabe terjatve in šele takrat se bomo lahko pogovarjali resnično o prodaji. Banka takšna, kakršna je, jo ne more nišče prodati, to je jasno. Takrat, ko pa bo situacija kar naslika drugačna, takrat bodo pa tudi razmere drugačne in do odnos morebitnih strateških partnerov do te banke drugačni. Jaz trdim, da bo takrat morebitni 25% delež plus ena delnica, predvsem dobrodošel, pozitiven signal tistemu partnerju, ki bi želel vstopiti v to banko. Skratka, nekaj, kar je pozitivno, ne da bi to zaviralo in da bi na račun tega morabiti stržili kakšno. Ampak gospod Žerjav, minister Šušteršič pravi ravno nasprotno, nihče noče vstopiti v partnerstvo z državo. Torej, minister Šušteršič pozna nekaj več kot mi. Torej ima on več informacij kot mi. Glejte, če se želimo resno pogovarjati o tem, bi bilo vsaj normalno, da vsi vemo, o čem se pogovarjamo. In kaj je tisto? Torej, tudi vi veste kaj več. Jaz ne vem tega. Da se na osnovi tega ne mogoče odločiti tako ali drugače. Kako razumete izjavo našega ministra, češ, da je poza SLS-a tista, ki je državo drago stojiš? Tega je jasno. Resnično ne. Nimam besed. Ustrajate torej na 25 plus eno delnico? Čakajte, to smo se dogovorili. To smo se dogovorili. Vse koalicijske partnerice smo se dogovorili za to. Čakajte, če bi to bilo drugače vprašanje, če bi ta koalicija sploh obstajala. Budemo resni, no? Koalicijska pogodba je pomembna. Ne moramo kar tako spominjati, če ne vemo, zakaj se gre. In nimamo vseh informacij, ne vemo, kakšni so nameri in tako naprej. Ampak kaj imajo državljani od tega, da ima država v lasti oziroma v rokah 25 plus 1? Kaj je te dobrobit vseh nas, vlad, državnega zbora in vseh državljanov, da mi ohranimo? Predvsem to, da imamo vpliv na strateške spremembe znotraj. Nimamo možnosti operativnega vplivanja na delovanje, to, kar je bil ves čas ključni problem te banke. Imamo pa možnost vendarle vplivati na strateške odločitve in to se mi zdi pa pomembno za slovensko gospodarstvo in za to državo, da imamo vendarle neko možnost vplivati na največjo sistemsko banko v tej državi. Kaj pa za nakatono? Podobno. Ampak recimo strateške odločitve v preteklosti niso bile vedno najboljše, sicer morda NLB danes ne bi bila tukaj, Težko rečem, da so strateške odločitve bile napačne. Napačne so bile operativne odločitve. Skratka, tistih, ki so tam spodaj delili kredite. In tistega nismo razrešili. Še sedaj ne. Tudi sodstvo, tožilstvo in tako naprej še ni začelo resneje preiskovati teh problemov. To je potrebno razrešiti. Tudi izkušnje KBC ne kažejo, da bi bila država dober partner v banki. Recimo, v KBC je bilo obljubljeno, da bo nekoč lahko prišla do večinskega deleža. Zdaj to se umikajo, ampak vmes smo jih strahno. Jaz bom vrnil narobe, kaj pa je KBC počela, da je dovolila takšne kredite. Imeli so člana uprave, imeli so člane nadzornega sveta, kaj pa je KBC počela znotraj banke, da je vendarle dopuščala, da so se krediti delili na lepe oči. Skratka, z obeh strani lahko te zadeve pogledamo. Gospod Žerjav, kolikor bo koalicija ustrajala pri celotni prodaji NLB-ja, kaj bo SLS storila? Se ne more ustrajati, moramo se dogovoriti, kako bo ustrajala. Koalicijsko pogodbo lahko spremenimo soglasje, kako bo ustrajala, čakaj malo, se smo menda toliko demokratični, ali kaj zdaj? Če bi imeli kupca za cel delež, bi bil SLS pripravljen spremeniti koalicijsko pogodbo v tem delu, ne v celoti?
Jaz sem vam rekel, potrebno je vedeti vse, ne samo enega ozkega dela in priti nekoga postaviti pred dejstvo. Potrebno je vedeti vse, kakšna cena, komu, zakaj, kakšna strategija in tako naprej in tako dalje. Smo pa ljudje in se znamo pogovarjati, ne pa na takšen način, da te nešče postavi pred dejstvo, zdaj pa ne, dajte soglasje, pa bomo vse skupaj prodali. Torej, če bi bilo to vse, kar ste rekli, dobro, bi bili pripravljeni razmisliti. Seveda se bomo pogovarjali, smo se vedno bili pripravljeni pogovarjati, ne, na takšen način. Se vam zdi, da lahko samo še to menjava vodstva kaj spremeni stališče SLS-a ali se bo kvečem okrepil v smeri nacionalnega interesa, potem, ko boste vi nehali biti član, predsednik?